Če je Bog absoluten, ga brez informatika ni. Čeprav te mati rodi, te ni, dokler ti informatik ne dodeli emša in davčne številke. Če cilj posvečuje sredstva, informatik s sredstvi ustvari pot do cilja. Genotip moškega in ženske označujemo z XY in XX. To so koordinate življenja. Tudi ljubezen žene informacijske poti skozi zapletene šifre. Preprosto se vedno izkaže šele na koncu poti. Noben napor ni odveč, vse znanje je dobrodošlo. Cilj pa vedno posvečuje sredstva in informacijsko pot. Svet je vse, kar se zgodi. Nič se ne zgodi, če ni informacijskih poti. Današnji svet je izjemno kompleksen in težko si predstavljamo, kako bi živeli brez ustreznih informacijskih in komunikacijskih tehnologij. No in informacijski sistemi imajo pri tem izjemno pomembno vlogo, saj nam olajšajo vsakodnevno življenje in konec koncev nam pomagajo tudi obvladovati zelo kompleksne sisteme. Brez informacijskih sistemov pa bi se svet verjetno ustavil. Ustavile bi se banke, ustavile bi se državne inštitucije, ustavile bi se bolnice in tako naprej. No, ampak informacijski sistemi niso naravni sistemi, ki bi sami od sebe nastali, ampak so organizacijsko-tehnični sistemi, ki jih snuje človek. No in ljudje, ki se s tem ukvarjamo, se označujemo za informatike. Kakšen bi torej bil poklic informatika? Sam bi ta poklic označil kot izjemno zanimiv in pester poklic. Saj konec koncev že zelo hiter razvoj na tem področju ne daje možnosti, da bi se ves čas ukvarjal z isto stvarjo. Pomembno je tudi to, da je informatik sociološki poklic na nek način. Informatik nastopa kot umestnik med ljudmi, ki določen problem začutijo in bi ga radi rešili, in ljudmi, ki tak problem znajo rešiti z uporabo informacijske tehnologije. Razumeti moramo tako ene kot druge in pomagati prenesti znanje iz enih na druge. No in temu je primeren tudi študij informatike. Študentom dajemo na voljo najsodobnejšo tehnologijo in skupaj z našim znanjem in ambicijami na to novosti z področja računalništva prenašamo v prakso. Študente vključujemo tako v raziskovalni kot tudi praktični del. AMZ, prosim. Dobar dan. Kaj pa je narobe z avtom? Še najdaljša informacijska pot je bližnica do uspeha. V redu, bomo poslali pomoč, a ste član naš mogoče? Dajte mi številko. Ja. Ta mobilni telefon je vaš, ne? V redu, bomo tukaj poslali, ja? Lepo zdrav, živel. Informatika se vedno začne z informatikom.
Informatik je zanimiv in dinamičen poklic. Vsak se mora znati vživeti v mnogo vlog, spozna veliko drugih poklicev in v njih se mora vživeti. Pri tem mora biti seveda koražen, ne sme ga biti strah, spoznavanje novih tehnologij, novih ljudi, novih okolij, od navadnih mobitelov do telefonskih central, do navadne tudi semaforjev, kot tudi recimo do vesoljskih postaj in satelitske komunikacije. Informatik mora biti v svojem poklicu tudi zelo kreativen, saj mora spraviti določene stvari na svet, ki jih predtem še ni bilo. Običajno je tako, da v večjih podjetjih se zgodi, da za inženirje teh podjetij sonce nikoli ne zaide, ker so prisotni povsod okoli sveta. Zaradi informatike je od revščine do bogastva le klik. Dobiček pomeni izkoristiti pravo informacijo ob pravem času. Informatik vedno najde rešitev, ki se ji pravi pot do uspeha. Neuspehi so ključni element uspeha. Motiv je vedno oseben, pot pa je skupna. Kjer se srečata X in Y, se vedno nekaj dogaja. Pa naj bodo to koordinate, ki jih vtipkate na enega od spletnih zemljevidov, ali pa se srečata njegov X in njen Y. Informatika je zeleni val, ki odpira vse poti do uspeha. Je Štefan odlično, ravno še pravi čas, čista 10. Lahko bi se učila skupaj? Ja, lahko.
Virtualno postane realno z informatiko. Kakšna je razlika med takošnjim naslavljanjem? Študij informatike je kot ustvarjen za dekleta. Informatika ima ves svet pod kontrolo. In kaj si dekle želi bolj kot to? Poleg tega je intuicija nujna za vrhunskega informatika. In sploh hodijo na informatiko sami fejst fantje.